Lepo pozdravljeni vsi. Kot vidite, vas bom še malo utrujal. Upam, da niste preveč utrujeni, ampak mogoče boste pa zato, ker ste verjetno malo utrujeni, pa bolj dojemljivi za dejansko problematiko odpornosti proti utrujanju na naših voziščih. Če pogledamo, kaj je v bistvu definicija utrujanja, tale definicija iz Wikipedije sploh ni tako slaba. Kot vidite, je to utrujanje, ki nastane zaradi izmeničnih napetosti in že leta 1870 so to ugotovili. Če pa konkretno pogledamo na našo voziščno konstrukcijo, kaj se z njo dogaja pod vplivom cikličnega obremenjevanja, vemo, da povzroča ciklično obremenjevanje pač prometna obtežba. Tukaj na sliki vidite kolo obremenjeno in to kolo najprej povzroča neke tlačne napetosti na spodnji površini plasti, pa natezne napetosti. In te natezne napetosti jasno lahko povzročijo tudi razpoke. Razpoke zaradi utrujanja nastanejo potem, ko je doseženo pač dovoljšne število ponovitev, ni pa prekoračena sama natezna trdnost materiala. Kot smo rekli, utrujanje dejansko povzročajo prometne obremenitve. Danes ste že videli eno lepo prezentacijo obnove odseka Unec-Postojna. Jaz bi tukaj dodal dejanski delež težkih tovornih vozil, ki bi omenil, da je čez 5%, da je tukaj 17%. To je zelo veliko. In ta delež raste, in to nenormalno raste. V zadnjih 2 letih imamo dokumentirane podatke štetja prometa direkcije, je zrastel 5% poprečno. Mi vemo, mi, ki se ukvarjamo nekako z dimenzioniranjem, vemo, da upoštevamo neke standardne stopnje rasti prometa, običajno 3%. Tukaj se nam dogaja 5% letno. In recimo to pomeni za ta odsek konkretno potem 60 milijonov prehodov nominalne osnovne obremenitve 100 kN v njegovi planirani življenjski dobi. To je zelo veliko. In kot sem omenil, ta nenormalna rast, tukaj se vidi, da je na nekaterih odsekih dosega tudi stopne 20% letno. To je dejansko nenormalno, ampak s tem se mi ne moramo ukvarjati. Za nas je to pač samo dejstvo, ki ga moramo sprejeti in ukrepati, temu primerno ukrepati. Videli bomo pa, kaj lahko naredimo. Dejansko lahko tudi nekaj proti temu ukrenemo. Odpornost proti utrujanju asfalta je nekako v standardu, evropskem standardu definirana kot zmanjšanje trdnosti materiala pod ponavljajočo obremenitvijo v primerjavi s trdnostjo pod posamično obremenitvijo. In izbranje konvencionalni kriterij porušitve v tem primeru, ko kompleksni modul togosti pade na polovico svoje začetne vrednosti. Začetna vrednost je pa po 100 obremenjevanjih. In življenjska doba, koliko mora preizkušenec v svoji življenjski dobi prestati utrujanje, je pač neko število ciklov, ki pripada potem k temu konvencionalnemu kriteriju porušitve, ko nam togost pade na polovico. Standard nam daje dosti odprte roke, bi rekel. Imamo 5 metod preizkušanja. V Sloveniji smo se odločili nekako za 4., kot vidite, odebeljeno tiskano. Tako na našem inštitutu, kot na sorodnem laboratoriju Zaga preizkušamo po tej metodi 4-točkovni upogibni preizkus na prizmatično oblikovanih preizkušancih. Zakaj se v bistvu namenja ta postopek, čemu je namenjen? Vidimo, imamo praktično 4 namene. To se pravi, prvič lahko razvrstimo bitumenske zmesi glede na njihovo odpornost proti utrujanju. To se pravi, relativno jih lahko nekako med seboj primerjamo. Drugo je to kot vodilo za relativno obnašanje v voziščni konstrukciji. To se pravi, v bistvu za neko nadaljno uporabo v sklopu celotne voziščne konstrukcije obravnavamo. Potem kot pridobivanje podatkov za oceno obnašanja vozišča in pa za presojo rezultatov preizkušanja glede na neke zahteve, če jih imamo. Zaenkrat jih pri nas še nimamo, ampak vidimo, da
v soseščini se pa nekaj že dogaja, kolegi iz Avstrije nam to stalno prezentirajo, tudi včeraj je bilo prikazano, imajo že 2 kategoriji rezultatov, katerim ne bi pač določene asfaltne plasti ustrezale. Zdaj, izbira je, kot smo rekli, dost svobodna, v bistvu tudi upošteva neko tradicijo v evropskih državah, nekatere države so se pač že s tem prej ukvarjale, preden so ti dokumenti evropski harmonizirani standardi nastali in pač niso vsiljevali zdaj neke nove metode nekomu, ki je to že počel v svoji, tako da so v bistvu nekako na nek najmanjši skupni imenovalec to zložili. In moramo opozoriti, da rezultati dobljeni z različnimi metodami preizkušanja ali pa z uporabo drugih kriterijev porušitve jasno med sabo niso primerljivi. Tako da moramo biti pri tem previdni. Kako konkretno izgleda ta preizkus odpornosti proti utrjujanju? Vidimo praktično neke vrste nosilec iz asfaltne zmesi. Pripravimo bodi si v laboratoriju, bodi si iz vgrajene plasti na cesti, pripravimo prizme, ki jih potem upnemo v našo napravo. Pač. Skrajne točke, to se pravi skrajni 2 podpori sta navpično fiksni, se v navpični smeri ne smeta premikati, je pa omogočeno translatorno in rotacijsko premikanje v teh podporah. Preko srednjih 2 podpor oziroma točko petja pa poteka obremenjevanje, ciklično obremenjevanje nosilca oziroma te prizme in s tem ustvarjamo konstantni moment in tudi konstantno deformacijo med notranjima točkama petja. Predpisano je po standardu pač sinusoidno obremenjevanje in kontroliramo pomik, merimo pa silo, ki je potrebna za pač ta pomik kontroliran in pa fazni zamik med obima signaloma. In iz tega potem zračunamo odpornost materiala proti utrujanju. Po tukaj podanih postopkih vidimo, da rabimo kar precej vzorcev za en preizkus. To se pravi najmanj 18 vzorcev, 3x6, zato ker jih obremenjujemo pri različnih nivojih obremenitve in pač preiskava pa traja, dokler merjeni modul ne pade na polovico ali pa če se pojavi prej razpoka oziroma porušitev preizkušanca. Vidimo, da je tukaj potem formula, kako izračunamo glede na kriterij porušitve. Nam je potem rekel glavni podatek, slavni epsilon 6, je bil tudi včeraj predstavljen strani profesorja Blaba. Epsilon 6 se potem pojavlja tudi v vseh produktnih standardih, to se pravi v standardih za posamezne asfaltne zmesi in rekel je en tak hiter kriterij, hitro vidimo to odpornost asfaltne zmesi proti utrujanju, ko zagledamo epsilon 6. Takole izgleda pač pri nas izpis rezultatov preizkušanja in pa poročilo z diagramom in z vsemi pripadajočimi podatki za vsako prizmo posebej. Zdaj pa, če pogledamo, koliko imamo mi teh rezultatov, na prvi pogled izgleda veliko, v bistvu pa to, po mojem mnenju, bistveno premalo. Tukaj so podani asfalt betoni, to se pravi nosilne in vezne plasti, za katere je ta preiskava najbolj smiselna. Na tej preglednici so pa še rezultati za obrabne plasti, za katere pač je to nek dodaten podatek, ni pa to najbolj pomembna lastnost teh plasti. Je pa vsekakor koristno, da ga imamo, ker če pozorim na nekaj, kar je razvidno iz teh 2 preglednic, je to, da se rezultati slabšajo. Na žalost moram to poudariti, da na začetku so bili boljši, zdaj se pa te rezultati dejansko slabšajo na istovrstnih zmeseh. Če gremo bolj konkretno pogledati, recimo primerjavo 2 istovrstnih asfaltnih zmesi, se pravi asfalt beton 32 za nosilno plast z uporabo polimer modificiranega bitumna. Praktično enaka zmes bi morala biti, ampak vidimo precej različni rezultati odpornosti proti utrujanju. Mogoče na prvi pogled vam ta razlika ne deluje prav zelo velika,
ampak če pogledamo tale slajd, pa pomeni, da preko enake obremenitvi bo ta zmes, boljša zmes v modri barvi zdržala še enkrat večje število ponovitev. To je pač teoretično. In zakaj do tega pride? Jasno, veliko število vplivov. Vsi vplivi zaenkrat še niso povsem razjasnjeni, ampak nekateri so pa že kar jasno vidni. Tukaj o vplivu deleža bitumna recimo ne moramo govoriti, ker sta bila oba približno enaka, ampak volumetrične prostorske lastnosti teh dveh zmesi ali pa plasti so pa kar precej različne lastnosti. Vidimo, delež votlin je praktično v drugi zmesi slabši, glede na odpornost proti utrujenju skoraj še enkrat večji, tudi stopnja zapolnjenosti je nižja, tudi ekstrahirani bitumen, to se pravi preiskan bitumen iz plasti, se malce razlikuje, dejansko je ta za modro boljšo zmes je tudi bitumen boljši. To se pravi, da neke vplive pa lahko že identificiramo. Kot smo rekli, to se pravi, teoretično podaljšamo življenjsko dobo lahko tudi na dvakrat. Včeraj je bilo predstavljeno v prezentaciji profesor Glaba, ko sestavimo celotno konstrukcijo, recimo v primerjavi bolj odporne zmesi, ko so vse tri plasti narejene iz bolj odpornih plasti proti utrujenju, v primerjavi z osnovnim izhodiščnim primerom se dejansko njihov izračun pokaže dejansko tudi več kot dvakratno življenjsko dobo. Zakaj pa tudi primerna ta preiskava? Dejansko tudi za proizvajalce zmesi. Mi pogrešamo tukaj zanimanje proizvajalcev asfalta za to preizkušanje, da bi prišli k nam pa nam prinesli kakšne zmesi in pač testirali za svoje potrebe, za svojo optimizacijo, da se izboljšajo te zmesi. Tukaj vidimo recimo en konkreten primer ob uporabi asfaltnega granulata, reskanca, 20% reskanca se dodajali in potem iščemo optimizacijo, ali nam tukaj vpliva ta dodajanje reskanca, ali bomo s tem poslabšali ali pa mogoče celo izboljšali lastnosti. In v tem primeru recimo se dejansko odpornost proti utrujenju ni bistveno spremenila. Bilo je pa uporabljena relativno velika količina reskanca in to kar precej postaranega asfaltnega granulata. In podobno tudi recimo pa za eno nosilno plast z cestogradbenim bitumnom, ravno tako optimizacija, s katerim vhodnim bitumnom recimo dobiti primeren asfalt z uporabo reskanca. Tukaj se je recimo pokazalo, da je uporaba tršega vhodnega bitumna pozitivno vpliva na odpornost proti utrujenju ob uporabi recimo 20% reskanca. In predvsem se pravi, pogrešamo to zanimanje proizvajalcev za te napredne preiskave, s katerimi bi lahko tudi izključili dvom, ki se je postavil v prejšnji prezentaciji. Jaz moram pohvaliti moje predhodnike, da mislim, da so kar pravilno identificirali, da je pri nas premalo bitumna v asfaltih, ker kot smo videli tele naše analize, naš trend, predvsem trend upadanja odpornosti proti utrujenju kaže na neko, po domače rečeno, šparanje z bitumnom. Kljub temu, da smo se v tem času marsikaj naučili, še zmeraj prihaja do teh odstopanj. Vemo, na okrogli mizi smo slišali, kaj se je vmes dogajalo, koliko podjetij je propadlo, ampak če bojo želeli postati šampioni, mislim, da bojo morali več vložiti tudi v takele preiskave in se potruditi in s tem tudi dvigniti ugled naše panoge asfalterstva. In rezultati v prihodnosti teh testov proti utrujenju bojo to pokazali, ali smo na pravi poti ali ne. Hvala za pozornost.